Lepo pozdravljeni vsi udeleženci okrogle mize, ki se danes sprašujete, zakaj potrebujemo nacionalno platformo za Slovenijo brez zavržene hrane. Čestitka organizatorjem za organizacijo te okrogle mize, hkrati pa sprejmite prijazno opravičilo, da ne morem biti z vami in da vas nagovarjam preko videoposnetka. V Evropskem parlamentu je bila 19. januarja leta 2012 sprejeta resolucija Evropskega parlamenta z naslednjim naslovom: Kako preprečiti nastajanje živilskih odpadkov, strategija za učinkovitejšo živilsko verigo. V tej resoluciji so navedeni osnovni podatki, v katerih je navedeno, da v Evropi zavržemo 89 milijonov ton hrane, kar predstavlja 179 kg na Evropejca na leto. To pomeni pol kilograma hrane vsak Evropejec zavrže. Podatki so tudi zgovorni o tem, ko govorijo, da kar 79 milijonov ljudi v Evropi živi pod pragom revščine in da 16 milijonov Evropejcev prejema humanitarno pomoč, kajti nimajo dovolj prihodkov enostavno za prehrano. Manj zavržene hrane je zagotovo prvi korak za odpravo revščine tako v Evropi, kakor tudi širše po svetu. V razvitem svetu nastajajo izgube hrane predvsem pri prodaji in pri potrošnji, medtem ko v državah v razvoju nastajajo te izgube največ pri proizvodnji, pobiranju pridelkov, predelavi, prevozu. V tej resoluciji so zelo jasno navedena tudi opozorila, da se z boljšim izkoriščanjem hrane, s tem, da hrane ne zavržemo, skrbi tudi za dva osnovna naravna resursa, se pravi za zemljo in vodo. Ta dva resursa sta omejena in z boljšim izkoriščanjem oziroma nič zavržene hrane ali manj zavržene hrane čuvamo tudi te resurse. Poudarek, ki je v tej resoluciji tudi zelo zanimiv, je poudarek o paradoksu, ki ga imamo na svetovnem merilu, kako tudi v evropskem. V Evropi je približno enako število ljudi, ki so podhranjeni, lačni, kakor tistih, ki so preobilno prehranjeni. Na svetovnem okviru pa predstavlja te številke zelo velik obseg ljudi. 1,5 milijarde ljudi je čezmerno prehranjenih in 800 milijonov ljudi je podhranjenih. Resolucija poudarja pomen ozaveščanja ljudi vzdolž celotne verige in vsi, ki smo v to verigo vpleteni, smo na nek način tako odgovorni. Tako na področju kmetijske pridelave, skladiščenja, predelave, distribucije, upravljanja, kakor tudi pri sami potrošnji. Vesel sem, da so v resoluciji zelo jasne usmeritve rešitev, mnoge med njih se tudi že uresničujejo. Tako je v resoluciji zelo jasno zapisano, da bi bilo potrebno že pri označevanju izdelke označiti z dvema rokoma. En je rok, do katerega se naj izdelek prodaja, drug pa je rok, do katerega je izdelek zdrav, se pravi uporaben za prehrano. V tej resoluciji se zelo poudarja pomen kratkih verig in temu primerno je tudi v skupni kmetijski politiki cela vrsta ukrepov namenjenih za izgradnjo različne infrastrukture, ki omogoča kratke verige. Bodisi pri predelovalcih na domovih, kakor tudi skupna infrastruktura, kot so tržnice in podobni primeri. Resolucija se usmerja tudi v trajnostno proizvodnjo v majhnem in srednjem obsegu. V Sloveniji imamo kar nekaj lepih primerov urbanih vrtov, mnogi se že ukvarjajo tudi z pridelavo zelenjave na balkonih in tudi to so rešitve, ki so resnično najkrajše verige in zagotovo tisti, ki proizvajajo hrano na takšen način, tudi zelo skrbno gospodarijo s to hrano. V resoluciji je tudi apel trgovcem, naj razmislijo, da hrano pred iztekom roka podarijo tistim, ki so hrane potrebni. Odobravajo se pobude, ki so tudi že v Sloveniji žive, da prostovoljne organizacije sodelujejo pri razdelitvi hrane, ki jo podelijo tistim, ki so hrane potrebni in so brez tega minimalnega dohodka. Ključni poudarek, ki pa je v resoluciji naslovljen, pa je naslovljen na izobraževalni sistem. Apelira se, da bi bil predmet o zdravi prehrani, prehranskih navadah vključen v vse stopnje izobraževalnega sistema, od osnovne šole pa vse do univerzitetnih programov. Konec koncev pa smo se tudi s pomočjo Ekologov brez meja in pa vseh ostalih, ki smo se ukvarjali z odpadki, ugotovili, da so
otroci tisti najboljši ambasadori takšnih pobud. Zato je zagotovo ta zadnji poudarek na izobraževalnem sistemu, na osveščanju ljudi ključnega pomena in hvala vam za to, kar počnete danes in kar ste že počeli doslej in kar boste počeli v prihodnje.